vabim našega Edena, ja, da se pridruži. Eden, boš pozdravil? Ja. Bravo. Ja. Ja, vse bomo čisto resni. Bomo resni. To je samo malo za balans. Okay. Sam zdaj mi, Mihael, pa sem tiste točke Cetanovo videl. A si to poslal po mailu? Ja, zdaj na zadnje še enkrat poslal. Si mi poslal, v redu, jaz bom zdaj pa ti bom zdaj tole. Okay. V glavnem zadeve, ki jih govorim, tiste točke, ki sem jih navedel, je Mihael malo po svoje in se interpretiral. Povezava med njimi ni ključna, je pa naključna. No, pa lahko že začnemo, dokler Mihael pripravi tam na ekranu. Torej smo rekli, najprej bom rekel nekaj, Evo, nove točke. Tukaj, imamo svet, torej imamo zahod, imamo vzhod. Torej vzhodnjake in zahodnjake, ta zahodnjaški materialni vidik, vzhodnjaški duhovni vidik. In kaj je vmes? Ja, vmes so Slovani, ker so telo, ki delajo balans med obema skrajnostima. Ampak na sredi Slovenije Slovenija je raj, je ena čudovita ravnotežje med vsem, tako da tisti Slovenci, ki živijo v sredi Slovenije, včasih, kakor je vse drugo hipnotizirano od zemlje, lepote in tako naprej, včasih pozabijo in so kot nekakšni, rečemo, bubregi v loju, včasih ta naša osrednja Slovenija, tako da tisti, ki smo bolj na robovih Slovenije, imamo stik s tujino in včasih je dobro, da komunicira središče s periferijo malo bolj, da so te povezave. Nedavno sem začel s prvo službo, sem rekel, da vidim, zakaj ljudje hodijo v službe, da vidim, zakaj seveda se malo bolj integriram v sistem in začnem delovati tako bolj kot normalen človek. In vidim, kako je to, ko čas, ki je v bistvu najdragocenejša stvar, ki jo imamo, prodajamo. In ko dobimo na računu tiste 4-mestne številke, je hipnoza še močnejša. Človek ima občutek, da zdaj ima kupno moč, to si želi, to bi lahko potreboval in smo že notri v materializem. Pozabimo na tiste esencialne stvari in fokuse in smo že pač kot potrošniki, kako nas imenujejo sistem. Ampak torej sistem ni sam po sebi entiteta, ravno nekakšen živ organizem, ki je nastal. Sistem je pravzaprav, ko nekaj delamo in ko nekaj delamo monotono, če smo pametni, bomo sami našli sistematizacijo dela, torej, da se optimalizira delovanje, čim bolj organizira in da se ne izgublja časa z nekimi stvarmi. Tako da to sistem je nastajalo, kakor to optimizacija in potem je s časoma toliko čvrstil, da je postal lastna entiteta, ki ima v bistvu v ozadju svoje igralce in z leve in z desne in se tudi lahko uporablja kot moža tistih, ki si ne dovolijo vedeti, tistih, ki so rajši na avtopilotih in so torej rajši kot molzne živali. Tukaj imamo tudi cerkev, torej cerkev
ki je torej RKC, Rimsko-katoliška cerkev, ki je torej vzela Jezusa, ampak torej Jezusa do njegove faze na križu, ko še ni preskočilo v mojstrsko zavest. Še zmeram je na tej strani žrtve in torej Jezus je šel preko križa, Jezus je šel v zelo nadaljne faze in tako da Jezus je zdaj že koliko recimo 2000 let star kralj, in biti, v kakršnjo je Jezus, pravzaprav čas se ne šteje njegov čas toliko, kolikor kilometri, ki jih počne, ker eno leto Jezusovo je veliko bolj koncentrirano kot eno leto enega navadnega smrtnika. Tako da kilometraže, ki jih ima to bitje danes, in vendarle, ko se pojavlja med nami, ga ne prepoznavamo, ker je tako preprost, ker je kot otrok. Vse eno. Medtem ko RKC torej zlorablja to držo starešin in se kaže modre in težke. Gledam recimo sedaj v domu starejših občanov, ki delam, da jih gledam maše katoliške, in starejši ljudje to gledajo v upanju, da predajajo svoje najvišje bitje duhovnemu in Jezusu in tako naprej. Ampak te ceremonije, Jezus je rekel, torej, da udeleževanje kakršnekoli ceremonije ima lahko hudo karmo. In torej imajo ta prikaz neke avtoritete, nekega modrega drže in ljudje s temu torej nasedejo in dajo moč in tako naprej. Medtem ko torej, ko smo rekli, ko Jezus pride med nami, ko se pojavlja med nami, pa ga ne razpoznajo, ker mislijo, da bo to še bolj zatežen papež ali nekaj, ko pravzaprav ni. Jezus je super preprost in mehak in mlad, čeprav je starodavna duša. Tako da tukaj se torej pojavlja ena ideja, da starejši občani, delam delavnico v domu starejših, kjer so torej, starejši občani so tam kot na nekem odlagališču. Čakajo, in sem torej dal naslov delavnice Dom starejših občanov več kot le nasprotje porodnišnice. Dom starešin. Torej, kjer se bodo starejši občani naučili te naše preko poslanske meditacije, kjer sta 2 ali 3 v moje imeno, tam sem med njimi, reče Jezus, tam sem jaz med njimi, in torej bodo ta njihov čas, ki je tam preostal, da se ne dolgočasijo, ker lahko sedijo, niso v akcijah, niso vsi ležeči, ampak lahko sedijo na vozičkih in se torej združeno transmitiramo, torej ozemljujemo to višjo mrežo v ta svet. Da podpira nas, ki lahko še skakljamo naokoli in delujemo in smo v akcijah, da nas podpirajo in torej kot v vseh kulturah in plemenih starešine vodijo. Torej, njihova modrost, njihova izkušenost in njihova torej srca, katerim se nazaj vračajo na starost, lahko prelivajo in vlivajo v naše življenje. Tako. Torej to, še enkrat, da se vrnem torej k tej meditaciji, še enkrat, pravzaprav meditaciji nasploh. Meditacija torej ne uporablja zrkel kot prizem projekcije, ampak ta zrkla se zaprejo in se uporablja zrklo enega očesa. Reče Jezus, single eye,
oziroma ne vem, kako je že v slovenščini podano. In se tam projicira slika, resnična slika, matrika. Tako da vse to skupaj zdaj, ne, Slovenijo, proglašam za zdravilišče, torej edine bolezni, ki mislim, ne bolezni, no, ampak izziva, ki ga človek, zemljani ima, ne, že Lucifer pravzaprav, ki ga je imel, je torej identifikacija z egotom, egoitstva, torej egoitstvo, torej zdravilišče egoitstva, da se torej z vsemi temi znanji lažje soočamo s tem fenomenom in da se istovetimo s resničnim jazom, s sebstvom, ki prežarči vse, ki je tisti, ki je večen. Tako, človeštvo, kot se spomnite, mogoče smo nekaj lasišče. In franže, ne, kako rečejo pri frizerstvu, ne, so torej frontna linija. Tako da vsi lasje so nam prešteti na glavi, je rekel Jezus. In torej ta frontna linija, če človek preveč študira in preveč, ne študira, ampak preveč umoglavi, bom rajši rekel, se začne torej ta frontna linija celo odmikati, ne, ki je praktična linija, frontalna linija, fronta. Ampak en las je tukaj vselih ostaja od spredi, ne, torej Kristus se ne da, ne, prvi na fronti. In torej to družbo, ne, torej to človeštvo je obdarovano, torej z darili od naših glasnikov, svetlobcev. In komu da dajo darila, ne, preizkušenim, ne, tisti, ki so dali teste skozi, ko se ne omajajo, ko zapiha. In recimo tukaj, torej nasprotje matrike, ne, ki je torej matrica, ki se skuša s temi kemičnimi letali okrepljevati, ne, te mreže in tako naprej. Spomnimo se, da lahko pomagamo si, da kličemo te najvišje, ne, zgornje sile, galaktično konfederacijo v mislih in skupaj in posamezni, da čistijo nebo, ne, tega, kar je preko svobodne človekove volje, ne. Torej, svobodno voljo uporabimo za tisto, kar volimo, kar je naša volja. Ko vidimo ljudi, ki znorijo, ne, je to tudi ni nič nenavadnega, zakaj človek spozna, kaj se na zemlji dogaja, ni nenavadno, da malo znori. Ampak ja, imejmo mir. Ker torej te razmere, v katerih se agenti so se znajdli, so tesne, ne. In začutimo te stvari, ne. Če ne naprej, torej, lahko rečemo tukaj, kakor da je ena apokalipsa, je kot nekakšna kvantna bomba. Je rekel, jaz da bo prišel kot tat po noči. In naprej gremo na Jupiter. Ampak še malo bomo uživali na zemlji tisti, ki smo se tle že dolgo časa borili. Torej, in osebnost, ne, kot osebnost človeško bitje pleže. Imamo to osebnostno rast. Se pleže, daje napor, da se dviga, da se razvija. Ampak jaz, torej sebstvo, pa se spušča. In poteka brez napora. Torej, nas resnični jaz se spušča. Osebnost pleže, jaz se spušča notri v materijo. Tako da, torej, resničen vir vplivnosti v svetu ni več zimeti, nekdo ima, celo kdo ima največ znanja ali pa modrosti, ampak kdo je, ne, zbiti na mesto imeti. To je ta resnična moč. Pa saj to je danes že vse znano, ne, tako da, ekole, bom zaključil s tem, da jaz, če ne drugo,
iz ozadja vodi naprej stvari. Obračajte se na jaz, iščite ga in se povežemo v tisto lepoto in večno zmago. Hvala.